celo turnejo po vladnih strankah. Kaj je bilo? Danes smo se pogovarjali bolj ali manj o tekočih operativnih zadevah, to, kar bo na seji vlade. Je pa bilo seveda poudarek pravzaprav naše razprave je bil namenjen ponovno finančni politiki. In sicer smo se seznanili z to obravnavo proračunskega okvirja za prihodnji 2 leti in pa dokumenta programa stabilnosti. Prav tako smo se na eni točki tudi dotaknili te skupne zaveze, ki smo jo zdaj tudi koalicijske stranke dali v zvezi z usklajevanjem pokojnin in se dogovorili, da bomo prav posebno srečanje namenili temu z ciljem, da poiščemo možne rešitve, kako bomo v obstoječih finančnih okvirih poiskali ta omenjeni znesek za uskladitev. Torej, sredstva bodo, kdaj, kako, pa se še ne ve, na to boste na posebnem srečanju govorili. Takšna je bila naša zaveza in dogovor. Danes je bil tudi finančni minister Mramor, če sem prav videla pri vas, je povedal, bo potreben rebalans za leto, za prihodnje leto, kako kaže? O tem se neposredno nismo še oziroma konkretno pogovarjali. Finančni minister nas je seznanil z razmerami, vse v okviru, kot že rečeno, zdajšnjih dokumentov, ki jih sprejemamo, nacionalnega reformnega programa in na tej podlagi potem proračunskega okvirja in pa programa stabilnosti. Povedal je, da so v obstoječih okoliščinah javnofinančne razmere zahtevne in da se moramo tega zavedati, ko bomo iskali potem tudi konkretne rešitve in v tem konkretnem primeru pokojnin tudi prerazporeditve v tem okvirju. Ste imeli na mizi to tudi za vas, gospod Han? Glede na to, da so zahteve po spletu za odstop ministrice, protest v ponedeljek pred ministrstvom za delo, ste imeli tudi to situacijo, kaj na koaliciji? Seveda smo se samo, dotaknili te napovedane interpelacije in dogovor je bil, da ko v bistvu dobimo na mizo sploh interpelacijo, se bomo potem tudi na vsebinsko pogovorili. Kar se tiče pa, tega primera, glede teh 2 otrok, sem pa že včeraj rekel, da to je tak težek primer, da jaz iz tega neke politične zgodbe ne bi delal in stvari se morajo malo ohladiti in mogoče bojo prišle v javnost tudi kakšni podatki, ki jih zdaj javnost enostavno nima. Gospa Kustec-Cepicer, v vaši stranki včeraj malo bolj skopi glede te napovedi interpelacije. Kakšno je vaše osebno stališče in ali vaša stranka sicer podpira delo ministrice? Seznanili smo se preko medijev, preko vašega poročanja, da obstaja ta namera v največji opozicijski stranki, da vloži interpelacijo, vendar pa dokler ta namera ne bo postala uradna, torej dokler ne bo vložena v sistem parlamentarne procedure, dokler se ne bomo seznanili z vsebino te morebitne interpelacije, toliko časa seveda tudi ne moramo komentirati ničesar. Kaj pa siceršnje delo ministrice, vemo, zadnje tudi nesporazumi na nekem drugem centru za socialno delo, kar je zadevalo vaše poslanke? Kot veste, ima ministrica, tako kot celotna ministrska ekipa, podporo predsednika vlade, to je že večkrat povedal in vse dokler je takšno stališče, ima tudi podporo koalicijske poslanske skupine. Lahko samo še glede pokojnin, kaj na ta vaš dogovor meni minister Mramor, kaj on pravi? Je vendarle tukaj je sporazum? Minister Mramor seveda je daleč od tega, da bi bil srečen s tem našim dogovorom, vendar pa, kot veste, je naša tudi politična zaveza in pa odgovornost, da iščemo v obstoječih, torej v tem konkretnem primeru javnofinančnih okvirih, rešitve, ki bodo omogočale čim bolj, bi rekla, znosno in pa uravnoteženo socialno stabilnost med različnimi družbenimi skupinami v državi. Lahko pričakujemo po poletnih počitnicah, torej v polovici leta, samo da časovno malo definiramo uskladitev. Kot rečeno, zaveza, ki smo jo sprejeli prav danes, je ta, da bomo relativno zgodaj že začeli kot koalicijske poslanske skupine iskati možne rešitve. Še predtem pa je seveda pomembno in potrebno, da vlada in nadalje potem tudi parlament s tem seznanitvenim delom potrdijo javnofinančni okvir za prihajajoči 2 leti in pa na tej osnovi tudi potem program stabilnosti. Jaz bi samo še za pokojninsko reformo tudi v torek, v sredo bo predstavljena knjiga, torej ukrepi za pokojninsko
pokojninsko reformo je koalicija že usklajena ali pa se bo tudi koalicija začela šele usklajevati glede teh ukrepov, ki bodo začeli veljati po 2019? Zdaj, kot veste, nekatere temeljne zaveze smo mi že dali pred kakšnim mesecem, kjer smo se soglašali, da poleg samih ukrepov, ki so neposredno vezani na upokojevanje z vidika, se pravi, teh starostnih kriterijev, da je potrebno iskati tudi druge ukrepe, predvsem ukrepe na področju aktivne politike zaposlovanja s posebnim poudarkom na tistih skupinah aktivno zaposlenih, ki so zdaj zelo tudi v mednarodni primerjavi slabo zaposlene oziroma kjer je ta stopnja zaposlenosti nižja od tistega, kar bi si želeli. To so predvsem mladi in pa potem starejši zaposleni. Tako da v tem smislu nekako je to zaveza. Zelo konkretno se pa v zvezi z omenjenim dokumentom nismo pogovarjali. Ker SD je pred dnevi... V SD-ju, glede na to, da vaša ministrica zagotovo ve, kakšni so ukrepi, je pričakovati podaljšanje na 67 let oziroma kaj je tisto, kar bo mora biti spet... Lahko me Simona sicer popravi, ampak politične stranke oziroma koalicija je usklajena pri pokojninski, zadevi v tej meri, da do leta 2020 ni potrebno, spreminjati vsebino pokojninske reforme, ker ta stara oziroma zadnja daje rezultate. Smo pa seveda zavezani, da do leta 2020 po nekem normalni poti spreminjamo to pokojninsko reformo, ker smo se že naučili z ene napake, ko smo napovedovali pokojninsko reformo in se nam je povečal, na nek način vhod v pokojnine in to je, na tej blagajni naredil veliko škodo. Tako da umirjeno, postopoma in upam, da bo nam to uspelo. Bodo ta pogajanja izgledala podobno, kot so pri prejšnji pokojninski reformi, torej da bodo zainteresirana javnost, najprej sindikati se pogajali z ministrico in potem politika? Glejte, tako stvar brez dogovora s socialnimi partnerji je nemogoče sprejeti, razen če si želimo referendum. SMC na tem mestu poudarja reformo na trgu dela, če vas je bilo prav razumeti, oziroma aktivno politiko zaposlovanja. SD je pred dnevi predstavila neko reformo oziroma ukrepe na trgu dela. Dostojno delo. Je to kaj povezano, ste prečili njihove predloge, ste glede tega usklajeni, lahko to vključite noter? Ste se pogovarjali o teh? Zdaj imamo mi dva soočenja. Druge prilike nimamo, je povezano. Poglejte, jaz mislim, da je preuranjeno zdajle in tudi v okviru tega, kar smo tekoče obravnavali, tole komentirati, lahko primisliva o kakšni skupni novinarski konferenci ali kaj podobnega. Bi pa želela povedati še dve zadevi, ki smo jih tule tudi danes odprli in o katerih smo se pogovarjali in verjamem, da sta tudi širše zanimive za javnost. Ena zadeva je poročilo ministra za zunanje zadeve o njegovem obisku v Maroku, ki ga je ocenil predvsem z vidika ekonomskega dela tega obiska kot izjemno pozitivnega, kar pomeni, da ocenjuje, da obstaja kar nekaj možnih, bi rekla, ekonomskih pobud in pa priložnosti tudi za slovensko gospodarstvo v omenjeni državi. Druga zadeva pa je, seveda nismo mogli tudi mimo tega, da ocenimo oziroma da naslovimo to pobudo enega od policijskih sindikatov v zvezi z zbiranjem podpisov za referendume. Tule bi želela povedati, da je predsednik vlade napovedal, da bo tudi podal pisno izjavo v zvezi s to namero nekje okvirno danes popoldan. In pa želela bi tudi izpostaviti, da se moramo zavedati, da je policija ena od temeljnih stebrov države in da je v tem smislu pravzaprav ta pobuda enega od policijskih sindikatov in pa teh podpisnikov z vidika pravzaprav delovanja države izjemno zaskrbljujoča, ker to pomeni, da na nek način pravzaprav en sestavni del države poskuša posegati v nemoteno delovanje drugih delov države. Tako da v tem smislu tudi sama osebno ocenjujem to pobudo kot pobudo, ki za demokratično državo pomeni visoko stopnjo zaskrbljenosti in ki je z tega vidika tudi po moji oceni deležna visoke kritike in pa obsojanja.
še posebej, če vemo, kakšna je namera, ki stoji v ozadju in je povezana z, se pravi, povezana z stavkovnimi zahtevami, torej enega od sindikatov, ki nima nikakršne neposredne veze in tudi ne sme imeti nikakršne neposredne povezave z nemotenim delovanjem države, ki ga zagotavljajo omenjeni sprejeti zakoni, s tem pa tudi nemotenim in boljšim vsakodnevnim življenjem državljank in državljanov. V zvezi s tem bi želela tudi povedati, da ne smemo pozabiti, da je omenjena stavka policistov, na nek način ta tiha stavka že v slovenski proračun prinesla po ocenah okoli 10 milijonov manj od pričakovanega prihodka zaradi nedelovanja njihovega in da so po drugi strani policisti v zadnjem letu dobili dodatnih 30 milijonov več denarja za modernizacijo njihovih sredstev in pa na ta način tudi njihovega delovanja, tako da je potrebno samo na takšen način skupaj za skupno pogajalsko mizo iskati in reševati probleme, ki jih imajo oni v okviru svojega delovanja, ne pa na račun nemotenega delovanja državljane in s tem tudi državljanke in državljanov. Lahko v zvezi s tem se še vprašamo, pa smo, da 3 tedne želi ministrice na vlado, vedno prej njen državni sekretar je na odnosu koalicija, ministrica, vse v redu? Po naših informacijah, da, kolikor smo seznanjeni, ima ministrica danes neke obveznosti na Brdu in takoj po tem, ko jih opravi, se tudi pridruži sami seji vlade. Hvala lepa. Lep dan. Enako. Gospod Jurša, lahko? Je vediš, nisi tam? Ne vem, tega povedati. Tebe videla sem vprašala, pa je torej na gospa še enkrat. Kje je to? Zdaj pojta, kar pojta. Pa takole, Kaj sem jaz prej zamudil, me lahko grifirate na hitro? usklajevanje pokojnin. A to je zdaj dogovorjen? Torej, gospod Jurša, danes ste imeli na mizi tudi usklajevanje pokojnin, na zraven je bil finančni minister. Ste zadovoljni s tem, kar ste nekako dogovorjeni, da ta uskladitev bo, vendar kdaj, kako in kje, to še ni jasno? Poglejte, najprej 2 koalicijske stranke, Desus in SD, smo podprli predlog, da se pokojnina usklajuje za 0,4%. Potem se nam je priključila tudi SMC. Imamo pa problem v 4. koalicijski stranki, to pa je minister za finance. On seveda skrbi za prihodke in odhodke proračuna in seveda trdo drži pozicije, da pač odhodki ne smejo biti tudi na tem segmentu višji. Jaz upam, da se prihodnjih dneh bomo v zvezi s tem uskladili in da bo dogovorjeno tudi, kdaj bodo te uskladitve se izvedle. Ampak kakšen je zdaj ocenjen strošek te uskladitve? Verjetno odvisno od tega, kdaj bi se izpeljala, seveda, ampak... Če bi se recimo izpeljale septembra, kaj bi to pomenilo? Za celo leto 20, za pol leta, ne vem, 10-8 milijonov. Poglejte, če izračunate, da nekje okrog 19, pa nekaj milijona za celotno leto, potem to pomeni preračunano zelo mali znesek, da ne bomo zdaj pred kamerami in mikrofoni izračunavali. V končni fazi to ne pomeni nekaj bistvenega. Verjetno gre bolj za ozadje, koliko se bodo pokojnine usklajevale, ampak tu bomo mi brezkompromisni in bomo to uskladiti v vsakem primeru zahtevali. Dobro, to, kar ste vi danes povedali, je minister Erjavec že prejšnji teden. Danes torej napredka sploh ni bilo. Ne, samo moram povedati, da se o teh zadevah ne pogovarjam na vsakem sestanku koalicije. Je pa res, da se danes smo in da so seveda bile predvsem povedane zadeve, da vse 3 koalicijske stranke to podpiramo in da je povedal minister za finance tudi svoje stališče. To pa je, točno? Sem ga malo prej povedal. Ne, to je eksplicitno. Vse, da bom proti. Se tudi spodobi. Nema, res je Erjavec že to povedal prejšnji teden, tako da jaz ne vem. Ja, potem pa povedal. Točno to, da ste usklajeni, ampak Mramor še ne pristane na to.
Ja, ne. Hvala, živo. Res si imela zadnjič kako vladi. Ja, vem, ja, posebej. Exactly isto.